Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Če ste preklopili na TV Arena, to pomeni, da gledate oddajo O, ki jo vodi moja malenkost Olga Burlačenko. Vrtnari, agronomi, cvetličari in ljubitelji rož. Pozor, ta oddaja je samo za vas. Pil Bosman je dejal, roža potrebuje sonce, da postane roža. Človek potrebuje ljubezen, da postane človek. Moj današnji gost ne potrebuje ničesar, kajti v sebi že ima veliko ljubezni in to do rož. Simon Ogrizek. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Pozdravljen. Hvala, ker ste prišli nocoj v mojo oddajo, zelo sem vesela. Hvala za povabilo. Ni zakaj. Torej, vi ste že od leta 1995 zaposleni pri podjetju za urejanje okolja PUP Velenje, tako? Ja, to je tista uradna številka, vendar sem že kot dijak 17 leti delal v cvetličarni. Torej, moja doba dela na tem podjetju je že krepko daljša. Torej, lahko rečem, da sem tam že kar 25-26 let. Kaj pa počnete tam? Kakšna je vaša vloga? Ja, v tem trenutku vodim poslovno enoto vrtnarstvo, ki združuje urejanje okolja, to je načrtovanje, urejanje, potem cvetličarne, ki imajo seveda delo s tako čudovitimi šopki, pa z cvetličnimi dekoracijami, in imamo tudi proizvodnjo, kjer pa cvetje gojimo. Torej, rekli ste od 17. leta. Kaj ste pa počel pri 17 letih tam? Ja, takrat sem še bil dijak, ampak ker sem bil odličen dijak, dober dijak, je bilo mogoče, da ko so potrebovali, da sem lahko odšel tudi iz šole, in ker je bila v podjetju stiska z kadrom, so rekli, kaj pa če bi prišel in delal v cvetličarni, pa sem. Na začetku že kar za 3 tedne in sem že samostojno pri 17 vodil cvetličarno. In to je seveda še bolj nekako se usedlo vame, in to so bili tisti prvi uradni začetki dela res s cvetličarstvom. Seveda pa ta ljubezen do cvetja sega vse daleč nazaj v zgodnje otroštvo. Vi ste iz Velenja. Tako je. Končali ste pa srednjo šolo za hortikulturo v Celju. Tako je. Diplomirali iz področja agronomije. Nekateri veste, da mislim, da celo ne vejo, da sploh obstajajo take ustanove, ki učijo takega poklica, kajti pri nas mislim, da je to malo bolj tako zatišano, bi rekla. Kaj menite, da gane ljudi, da se odločijo za tak poklic? Ja, zagotovo mora biti ljubezen do cvetja, ljubezen do zemlje, do rastlinja, do vseh teh živih stvari, ki so okrog nas. Včasih, ko me povabijo, povem novim dijakom ali mladim študentom takole. Če menite, da bi želeli biti bogati, potem cvetličarstvo in vrtnarstvo ni za vas. Če dostojno in dobro delaš, potem lahko dostojno in dobro živiš. Obogateti pa s tem poklicom ne moreš. Pa imate mogoče podatek, koliko dijakov se prijavijo na take šole, srednje šole? Ja, na teh srednjih šolah jaz mislim, da je letno kar prijavljenih vsega skupaj 800, zagotovo okrog 800 dijakov. Tako da 800 dijakov in dijakinj je tistih potencialnih kandidatov, ki bodo bodoči vrtnari in cvetličari. Kje pa imamo take šole? Ja, prva in najboljša šola je seveda tista z največjo tradicijo, ta je v Celju. Tradicija sega skoraj 70 let nazaj in današnji dober kader mojih let in še starejši ves izvira iz šole v Celju. So pa šole tudi ostale dobre, so še na Ptuju, v Mariboru, v Naklem, Novem mestu, tako da jih je kar nekaj. Simon, dajte mi povedati, kakšna zgodba stoji za tem, da ste se odločil za ta poklic? Kako? Od kdaj? Zakaj? Ja, predvsem verjetno to, da sem odraščal na velikem posestvu svojih starih staršev, moje stare mame. In seveda tam je bil pristen stik z naravo. In jaz sem že kot majhen otrok odkrival vse tiste cvetlične in rastlinske zanimivosti, torej vedel sem, kje bodo zrasli prvi zvončki, kje bodo dozorele prve gozdne jagode, kje bodo zacvetele prve šmarnice, kje bodo prve ivanjščice in tako dalje. In seveda ta ljubezen do rastlinja in do cvetja nekako sede v srce. In potem seveda prinašanje cvetja svoji babici, pa teti in mami in tako dalje, vedno iz vsakega sprehoda šopek drobnih cvetlic in vsi kozarčki
in posodice na policah so bile potem vedno polne teh cvetlic. To je zagotovo bil uvod v vse to moje cvetličarsko in vrtnarsko dogajanje. Zelo zanimivo. Pa menite, da je to moški poklic? Lahko moški se ukvarja z rožami? Zagotovo. Pravzaprav gre, če govorimo o vrtnarju, so bili vrtnarji že v preteklosti, vedno grajski vrtnarji in tako dalje, moški. Če govorimo o cvetličarstvu, pa je to začelo predvsem se še bolj razvijati. Seveda je bilo razvito že mnogo prej. Ljubezen oziroma cvetje je imelo pomembno vlogo že v starem Egiptu in vse naprej. Ta estetika, ta čut do estetike mora biti prirojen, potem se pa nadgrajuje. In moram reči, da je danes v cvetličarstvu pomembnih in uspešnih moških več kot pa žensk. Žal, mora biti celo tako, kot je pri kuharstvu in podobno. To sem hotela ravno kar reči. Kaj pa, če ni skrivnost, kako dohoden je ta poklic? Ja, kot sem prej povedal, če veliko delaš in delaš veliko na prepoznavnosti, poznaš trende, se izobražuješ, potem lahko dostojno živiš. Ni pa kar tako, da bi bila ljubezen do cvetja tista, ko reče nekdo, jaz imam pa rad cvetje, bom odprl cvetličarno. Ne. Veliko je potrebno, da prideš do tega, da je osvojena ta tehnika izdelave, čut do estetike, kombinacija barv, kompozicije in tako dalje. V osnovi seveda že nekako mora biti ta čut prirojen, potem se ga pa nadgrajuje. Kar tako pa ne gre, ker danes ne gre za prodajanje cvetja, gre za prodajanje občutkov, za to, da nekomu, ko pride v cvetličarni, bodisi narišemo nasmeh na obraz, mu naredimo dan lepši, tistim, ki so žalostni, jih razveselimo, z ljudmi se pogovarjamo in cvetličarna ni samo prodajalna cvetja, je mnogo več kot to. Se pravi, to je neke vrste umetnost. Ste umetnik, ustvarjalec. Tako. Morda tudi rišete? Ja, tudi kdaj pa kdaj kaj narišem. Tudi to. Tudi to. Nikoli niste si pomislili, da bi mogoče postal kak odvetnik, zdravnik, politik, konec koncev? Nikdar. No, tisto prvo dvoje zagotovo ne, zadnje pa mora biti še, saj je še pred mano kar nekaj let. Kaj pa prej? Ko ste se odločili za ta poklic, vam ni bilo nikoli žal za to? Ne, prej je bila samo ambicija narediti vedno več in več in več v tej smeri. Predvsem moram reči, da če sem odkrit, moj namen ni bil ostati v Sloveniji. Ampak potem seveda pride tisto ljubezen in poroka in potem, ko si enkrat tako daleč, si rečeš, no, sedaj je pa treba tukaj nekaj narediti na tem področju. In je šlo v tej smeri, seveda. In danes je tako v Sloveniji, intenzivno sodelujem pri gradnji kulture cvetja, pa tudi širom po Evropi, pa še korak dalje. Če smo že glih pri Evropi, vi ste tudi član oziroma sodnik na teh evropskih tekmovanjih za cvetličarstvo, če se ne motim, ne? Tako je, sem mednarodni sodnik za cvetličarstvo in to je kar zanimiva reč. Kako to sploh izgleda? Mi lahko opišete celo to organizacijo, cel postopek, kako? Ja, pravzaprav v osnovi, če lahko rečem, je tako, da mednarodna cvetličarska organizacija Florint, ki pokriva 300 000 evropskih cvetličarjev in s tem cirka 500 000 zaposlenih cvetličarstvu, v tej organizaciji sem tudi generalni sekretar, tudi pripravlja in organizira izpite za mednarodne sodnike. No, sam sem ta izpit opravil že leta 2002, mislim, da tako je. In kako izgleda ta izpit? Ta izpit traja teden dni in gre za praktični del in teoretični del poznavanja sistema ocenjevanja, obstaja tudi program, seveda, točkovanje in tako dalje. In vse ta znanje je potrebno usvojiti, seveda pa je prej potrebno veliko strokovnega znanja in seveda te mora Nacionalna cvetličarska asociacija predlagati, da te napoti na ta izpit in države seveda kontrolirajo, koliko sodnikov želijo imeti. Pri nas v Sloveniji smo 4. V svetu pa nas je nekako, mislim, da trenutno 130.
Samo 4 v Sloveniji. Tako. Pa menite, da je to veliko za Slovenijo ali premalo? Ne, dovolj. Slovenija je mala dežela. Če pomislite, da je 130 sodnikov v svetu, potem imamo Slovenci na število prebivalcev kar velik odstotek. Kaj pa menite o slovenskih vrtičkarjah? Kaj menite o tem? Ja, slovensko vrtičkarstvo je kar razvito. Torej, to se izvira iz te ljubezni do narave in Slovenec brez vrtička je, mislim, da kot da bi bil sezut in neoblečen. Slovenec mora pridelati zelenjavo, mora imeti cvetje na balkonu, mora pridelati cvetje na vrtu. To je v nas. Mislim, da je tako prav. In če rečem, da je kultura cvetja, da je hortikultura v Angliji, v Franciji par stoletna kultura, potem lahko s trdnostjo trdim, da imamo tudi mi večstoletno hortikulturo. Saj je bil slovenski vrt Gartlc prisoten že stoletja nazaj ob slovenski hiši. Tam je gospodinja običajno pridelala nekaj osnovne zelenjave, na takšnem vrtu so rasla zelišča za pozdraviti prve tegobe ali bolečine, pa tudi cvetlice, ki so krasile mizo v hiši. Okoli seveda vrta pa so bile posajene številne okrasne rastline, grmovnice, ki so pa tudi pomemben del slovenske kulture, tako božiča kot velike noči in vseh teh praznikov. Tako da ta kultura, hortikultura sega stoletja nazaj in se lahko brez težave kosa z angleškim in s francoskim vrtom. Se pravi, trdite, zagovarjate to teorijo, da Slovenci znamo oziroma znajo ceniti kulturo rož tukaj pri nas v Sloveniji. Zakaj se potem tako malo količinsko kupi pri nas rož, šopkov in se podari? Premalo se mi zdi. Morda zaradi teh vesoljskih cen v cvetličarnah, kajti en šopek je zelo drag, roža pa tudi, ena roža. Ja, pa niso tako hude cene. Za nekatere rečemo, da ja. Primerjalno z ostalimi deželami po Evropi smo kar tu nekje, celo glede na katerih nižje. Je pa res, kot sem prej rekel, da Slovenci predvsem v sezoni veliko cvetja pridelamo doma. In takrat cvetje natrgamo na vrtu. In potrošnja cvetja je mnogo večja v pozno jesenskem, zimskem, zgodnje pomladanskem obdobju. Ko pa prične narava in vrt ponujati vso bohotnost barv in različnih struktur in tekstur, takrat pa je seveda to naša samopostrežna cvetličarna. Kaj pa za praznike menite, da obvezno je potrebno podariti rožo? Recimo 8. marec, dan žena, dan zaljubljencev. Podpirate to, da se ženskam podarijo rože? Cvetje je izkazovanje spoštovanja, ker cvetje je neka umetnost narave. In zakaj ne bi te umetnosti podarjali? In če je še umetnost, umetniško povezana v neko zanimivo celoto, potem je to eno najlepših daril. In vedno si želimo košček narave imeti tudi na mizi, v šopku, okrasiti del prostora. In to seveda najlažje naredimo s cvetjem. In prav je, da se ga podarja, da se tako izkazuje čustva, občutke in spoštovanje. Pa mogoče tudi veste, kje se je nasplošno rodila ta tradicija o poklonu rož, sploh pa za ženske? Od kje, od kdaj? Zgodovina, mogoče poznate? Ja, zgodovina o uporabi cvetja sega zelo, zelo daleč. Zdaj, poglejte, že v starem Egiptu so s pletenicami krasili ob številnih dogodkih, s cvetjem okrasili prostor. Kleopatra je na primer v zlatu plačala pošiljko vrtnic, ki so jih z ladjo pripeljali, da so se okrasili prostori. Potem pa vse naprej se je to nadgrajevalo in se uporabljalo seveda tako za žalni, kakor tudi za namen svečanosti, za namen veselega trenutka. In iz tega se je potem počasi razvilo, ker je cvetje lepo in je barvito, da se skozi barve, kot sem prej omenil, podarjajo in spodbujajo občutki in cvetje se je pričelo podarjati. No, Valentinovo je tudi eden takšnih praznikov. Anglija, Nizozemska, v Angliji recimo Valentinovo imelo tiste prve začetke, ko se je v 17. 16. stoletju so se
so si tisti, ki so se imeli radi, podarjali sporočilca z zapisanimi verzi in tako dalje. Potem pa, ker je cvetje nekaj lepega, je ob sporočilcu bilo še cvetje in se je podarjalo. No, in tako se potem... Moškemu ne moreš podariti rože. Vsekakor, tudi mi imamo radi cvetje. Ja? Ja. Če nam ženske podarite cvetje, bomo tudi veseli. Pa vi svoji dragi ženi podarite velikokrat? Ja, seveda, pri nas takole, da bi rekel kar direktno, da ji podarim cvetje, na nočno omarico ji vedno postavim cvet vrtnice, to je res, ne. Navadno dišeče vrtnice iz vrta, drugače pa cvetje je vedno prisotno v naši hiši, vsaj na 5 mestih in šopek v veži, velik šopek v veži je tisto, ki nas pozdravi najprej, ko stopimo v hišo. In to je že del te cvetlične kulture v naši hiši. Torej vaša žena podpira in razume to vašo... Ja, vsekakor. Tako, ima tudi ona rada zelo rože. Zelo. Pa jo še vedno lahko presenetite s kakim šopkom. Ja, sej vedno je oblikovanje cvetja nekaj novega in sezona je pa tista, ki narekuje, kaj postavim v vazo. Sobote so tudi tiste, ko se cvetje pri nas menja in vedno je nekaj drugega, drugačnega in vedno je presenečenje. No, tudi tukaj imate presenečenje s seboj. Ta šopek, kaj pomeni to? Ta šopek pomeni energijo. In navadno je tako, da rečemo, ja, šopek mora biti v eni barvi ali v odtenkih ene barve ali kombinacije, tukaj pa za nalašč ogromno barv. In kadar imamo čut in sposobnost povezovanja barv, lahko skupaj povežemo zelo, zelo nenavadne barve, vendar moramo v odtenkih rastlin iskati, cvetov iskati tisto, kar jih povezuje. Naprimer, tukaj v srednjem delu so marelične vrtnice, ko jih malo obrnemo, se na njih vidi rožnat poprh. In potem je naprej so rožnate cvetlice, drobnocvetne rožnate vrtnice, bovardije in lovimo ta odtenek v teh rastlinah. Naprimer v teh cvetlicah. Potem z oranžno barvo se povezujemo na germine, na gerbere, notri pa je škrlatna, bordo barva. In nadaljujemo. Bordo barva se lovi v listih, v cvetovih kresnic, pa hojhere, potem je nekaj zelenih dodatkov, potem je ostrožnik, v katerem se lovi lila in modra barva, pa lahko preidem zopet na čisto modro barvo ostrožnika, tako da ima vse svoj namen in seveda vse te barve so smiselno in z občutkom povezane, ne kar tako. In tudi v šopku imajo svoje uravnoteženo mesto. Koliko časa ste potrebovali za tak šopek? Ja, tak šopek, najprej je potrebna seveda priprava, da se stvari očistijo, uveže pa se ga v 15 minutah. Kako se pripravi to? Greste se pravi na vrt in se spomnite, no, sedaj bom naredil en šopek, vidim to, kombinacijo v glavi, gremo. Tako je. Tako, enostavno. V cvetličarno, v hladilnico pri nas na vrtnariji, se pogleda, kaj je zanimivega, potem pa malo še na vrt, dodatkov, se materiali naberejo, očistijo in seveda se šopek sestavi. Pa si tudi to prej narišete ali to kar tako spontano pride v glavi in je to to? To bi bilo preveč časa bi vzelo, če bi bilo risanje. Ja, za tekmovanje in podobne stvari se prej razmišlja o teh zadevah. Takle šopek pa mora biti spontano narejen. Spontano. Za tekmovanje, ja, kako se pripravite za tekmovanje? Oziroma, kako se morajo pripraviti tisti, ki tekmujejo? Ja, to pa so kar... Razen teorije, se naučijo, razumljivo. Kaj pa tisto praktično del? Predvsem praktično je zelo pomembno. Kaj delajo? Tekmovanja so tekmovanja, kjer so različne teme. Seveda običajno je tema presenečenje, tema pogrinka za 2 osebi, poročni šopek in fantazija. In seveda vsi ti izdelki morajo izražati veliko mero kreativnosti, kajti tekmovanje je kot visoka moda. Tam so kreacije pravzaprav takšne, da niso uporabne v vsakodnevnem življenju, izražajo pa nekaj novega, nekaj posebnega in so odraz kreativnosti tekmovalcev, tako kot bi opazovali kreacije na predstavitvi visoke mode, naprimer. Iz tega pa se potem izluščijo segmenti, ki pa so kot noviteta uporabljeni v tekočem delu v cvetličarstvu. Tekmovalci se nekateri mesece pripravljajo na tekmovanja, odvisno za kakšno tekmovanje gre, ali je na državnem, evropskem ali svetovnem nivoju. Tisti, ko so tekmovanja evropska ali državna, pri tekmovanju sodeluje cel tim ljudi,
ki pripravljajo in pilijo teme tako daleč, seveda z željo, da bi bili prvi. In kaj lahko uporabljajo pri ustvarjanju takega šopka? Mislim, iz neživih izdelkov, nekih material. Kaj smejo in kaj ne smejo? So kakšna pravila? Pravzaprav na tekmovanjih morajo biti uporabljeni naravni materiali. Naravni materiali, ki so bodisi lahko tudi suhi, ampak ledelnih, tiste, ki jih uporabljamo za konstrukcije, sicer pa so cvetličarska tekmovanja z živimi rastlinami, tam se seveda pokažejo tudi nove, posebne stvari, drugačne stvari, nove barve, sort in tako dalje. To je kot predstavitev nekaj novega, ekskluzivnega in vsi tekmovalci takrat pokažejo največjo mero kreativnosti, hkrati pa tisti, ki jim pač dobavijo cvetje oziroma jim tudi ponudijo novitete, posebnosti, ki se skozi ta tekmovanja promovirajo. In katere države so najboljše v tem? Kaj menite? Ja, trenutno moram reči, kar se evropskega nivoja tiče, odličja nekako potujejo na Poljsko, na Madžarsko, tudi v Nemčijo, tako da tukaj so nekako uravnotežena tista prva 3 mesta. Potem pa se ostala tudi razporedijo. Moram pa reči, da na tekmovanjih so vsi tekmovalci zelo, zelo dobri in potem malenkosti odločajo o tem, bo točka manj ali točka več. Tako da imajo tudi sodniki ali imamo sodniki zelo, zelo težko delo na tekmovanjih. Menite, da vi ste pošten sodnik? Ja, vsekakor. Kaj je za vas pomembno? Zame je pomembno, da se do rezultata pride po korakih. Sodniki imamo seveda izhodišča, po katerih moramo ocenjevati. In takole, ko pogledaš izdelek, kadar bo sodnik rekel, aha, tole je za 7, potem veš, da to ni pravi sodnik. Kajti, do te 7 je potrebno priti korak za korakom. Torej, analizirati vsak detajl. In to tudi pomeni, da ob tem razmišljaš, kako boš tekmovalcu argumentiral, katero napako je naredil. In ko si sposoben razložiti napake in argumentirati svojo oceno, takrat si pravi sodnik. Analiziraš vsak korak, pogledaš barvno usklajeno, to je to. Kaj bi lahko še rekel? Ja, pri barvah gre za veliko več. Ali so barve pravilno razporejene, ali so pravi kontrasti, ali je povezano veliko število barv. Naprimer, vsak zna narediti šopek v beli barvi, kajti sklaplja belo barvo. Naprimer, povezati šopek v tako raznolikih barvah pa je že težko, ker jih moraš prav razporejati in v rastlini iskati prave odtenke. Potem uporabiti barvo pravo k namenu. Recimo, kadar imamo posebno tematiko, se je potrebno tudi z barvo navezovati na tematiko. Potem pa gre seveda za kompozicijo. No, ideja je tudi pomembna, ideja je velikega pomena, tu se pokaže ta kreativnost tekmovalca. Potem pa je kompozicija. Kako je kompozicijsko sestavil šopek tekmovalec, ali je v njem gibanje, ali je šopek zopet uravnotežen, kakšen je ritem in tako dalje. Pomemben segment je pa tehnika, da je šopek dobro izdelan, da je uporabljena pravilna tehnika, da je šopek čist, da so pecti čisti, dobro odrezani, da cvetovi niso poškodovani, pomečkani in tako dalje. Ogromno korakov je, da prideš do cilja pri sojenju in včasih je tako, da si res na koncu, kadar je recimo tekmovalcev 16, povsem izčrpan na koncu dneva, kot da bi cel dan tekel, bil na jogingu ali kaj podobnega. Se pravi, veliko teorij, veliko dela. Wow, nisem si mislila, kajti vsak, ko kupi šopek rož, si misli, to je to. Ne ve noben, koliko dela je za tem, pa pred tem. Kaj pa pri nas v Sloveniji, v stanovanjih? Nekatere gospodinje trdijo, ja, meni roža oveni vedno. Katerokoli mi preneseš, pri meni to umre. Zakaj? Ja, zelo pomembno je, da cvetje, kadar ga prinesemo domov, da ga takoj spodrežemo. Tudi če je od tega, ko smo ga vzeli v cvetličarni ali bodi si nabrali cvetje na vrtu pol ure, je pomembno, da ko prinesemo to cvetje, ki smo ga lepo zložili v košaro, če smo ga nabirali v vrtu, ali ga odvili iz papirja, če smo ga kupili pri cvetličarju, položimo na mizo in potem lepo z nožkom ostrim odrežemo peclje in postavimo v vodo. Tako bo rastlina lahko zopet lepo potegnila vodo
vodo in bo imela življenjsko dobo dosti daljšo. Kadar pa so peclji zasušeni, kadar je rezno mesto na koncu zasušeno, takrat to zagotovo ni mogoče in rastlina ne more sprejeti več vode in zato tudi hira in hitro veni in propade. Tako da, kadar naprimer cvetje dalj časa, navadno je tako, da nekateri moški kupijo cvetje, potem pa pozabijo, da je v avtu, potem pa je res že kar uvenelo lahko doma. No, v takšnem primeru je dobro v kad natočiti vodo in cvetje lepo potopiti v vodo, naj bo tam kakšne pol ure, da cela rastlina počrpa vodo, da se okrepi in ga potem seveda kasneje postavimo v vazo. Tako da vlaga, voda je tudi pri cvetju zelo pomembna. Kaj pa pri vzgoju rož doma? Moramo upoštevati kakšna posebna pravila? Če imamo v lončku orhidejo, recimo, kako jo moram negovati? Pravijo, da pomembno je, da daješ ljubezen. Je res? Samo ljubezen? Ja, vsekakor. Ljubezen je za cvetje zelo pomembna, ampak je tako. Kadar kupimo cvetočo lončnico, moramo vzeti v zakup, da je to pravzaprav podaljšan šopek. Če bomo kupili lepo orhidejo, lepo kalanhojo, vijolico in podobno, bo to šopek za 3 tedne, pri orhidejah še dalj. In to je zelo, zelo pomembno, da smo kupili tako poceni šopek pravzaprav, cvetje za na mizo. In potem to razmišljanje o tem, kako bomo to rastlino oživili, kako bomo jo ponovno vzpostavili v življenje, je skoraj da odveč. Saj, če smo za rastlinico, cvetočo rastlinico dali par evrov in bo na mizi mesec in več, je ta čas in to cvetenje več kot amortizirano. Drugače pa je pri drugih rastlinah, zelenih rastlinah, ki so pomemben del opreme prostora. Kadar se pa odločamo za to, je to tudi naložba. In naložba ob rastlini je tudi posoda. Najprej seveda pogledamo, kakšno je mesto, ali je svetlo, ali je temno, ali je poltemno in na tak način že izložimo izbor rastlin. Ko imamo rastline izbrane, torej lončnice, seveda se odločimo tudi za posodo. Posoda se mora seveda vklopiti v slog opreme, pohištvu, barvi oblazinjenosti, preprogi, torej slogu, ki je slog opreme v stanovanju in temu primerno je tudi primeren izbor posode. Posoda, lonec, velik lonec je tako kot lep fotelj, tako kot lepa zofa, dolgoročna naložba in ta ima neko mesto v prostoru. Potem pa je seveda rastlina tista, ki pa naredi zeleno nadgradnjo. In pri tem pa seveda upoštevamo vse zahteve rastline, pomembna pa je tudi oblika listov, način razrasti, ali je to sveže zelena, ali je temno zelena barva, pač odvisno, kaj želimo v prostoru spodbuditi. Ali želimo svežino vnesti v prostor, ali želimo s temnimi listi nekoliko otemniti prostor in podobno. Torej, izbor posode in rastline mora biti premišljen, tudi korak po koraku, ne kar tako oditi v trgovino in na vrat na nos kupiti. Kajti to je prav tako del opreme prostora in dolgoročna naložba. Veliko informacij, vrnemo se za nekaj trenutkov. Dragi gledalci, čas je za reklame. Pozdravljeni nazaj v studio, gledate oddajo O. Katere vrste rož so najbolj primerne za notranjo uporabo in zunanjo? Ja, to je seveda del tega načrtovanja. Katera vrsta rastlin je primerna za notranjost ali zunanjost, je odvisno od prostora, kamor jih postavljamo. Kaj pa od človeka? Če je len človek, se mu ne da zalivati. Tudi to. Najbolj enostavno izbira kaktus. Tudi to je zelo pomembno. Torej, vse te dejavnike in zahteve moramo združiti v celoto, zato je pa seveda pomemben najprej ogled prostora, pogovor z investitorjem, torej tistim, ki bo opremil stanovanje ali vrt, in še kar nekaj korakov je potem do tega, da je izbira prava. Ni vedno tako, da nam je všeč neka rastlina in jo postavimo v prostor. Saj, če želimo, da bo rastlina dobro uspevala, ji moramo seveda ponuditi prave pogoje, tako v notranjosti kot v zunanjosti. In to
Vsi ti koraki so načrtovanje in ureditev zunanjega vrta, terase, balkona, kot tudi notranjosti, to so dolgoročne naložbe in v dolgoročnih naložbah moramo dobro razmisliti, da s tem potem nimamo težav v prihodnosti. Torej, pomembno je tudi negovanje, oskrba, vedno si želimo čim manj oskrbe in čim lepši efekt. Čim manj zalivanja, dlje časa, da cveti. Čim manj rezi, nege z rezjo, zaščite rastlin s kemičnimi sredstvi in tako dalje. In to seveda zahteva zelo dobro analizo prostora in zelo dober pristop načrtovanja. In na osnovi vseh teh dejavnikov potem izbiramo rastline. Seveda pa je pomembno še marsikaj drugega. Pomembna je zunaj konfiguracija terena, pomembna je zemeljska sestava, pomembna je lega, kot sem že prej omenil. Pomembno je, kje bodo grajene prvine v prostoru, bodisi poti, vodni objekti, klopse, počivališča, izhodišča, kjer bomo opazovali vrt. Takole najlepše se je pozno popoldan proti večeru usesti v kotiček in izhodišče vrta opazovati, naprimer. Torej, vse te stvari so zelo pomembne, ko se odločamo, kako bomo uredili svoj zunanji ali notranji bivalni prostor. To so že nekaj specifične, so to pogoje. Kaj pa preprosto po domače povedano? Želim si rože doma. Kaj svetujete? Jutri grem v trgovino, kaj kupim, da mi zdrži dlje časa, da ne potrebujem tako pogosto zalivati in enostavno. Enostavno. Mogoče bo kar oguljena zadeva, ampak kakšna zamija je še najbolj uporabna rastlina, če se želimo izogniti delu z njo, pa seveda vse sukulente, mesnatolistne rastline, kamor tudi kaktusi spadajo. Ja, tako. In takšna mesnatolistna rastlina je tista, ki jo postavimo bodisi na svetlo, polsvetlo mesto, sončno žgoče nad radiator, kamorkoli, in kar ima zalogo vode v listih, bo tudi odlično funkcionirala. Tako da vzamemo pa lahko tudi tako, kadar si želimo tudi v povsem temnem prostoru svežine, pa bomo rekli, palma areka, palma kentija, ki je mogoče ni tako visok cenovni razred, za katero bomo pri rastlini višine 1,5 metra šteli prav par 10 evrov, je naložba dekoracije za 4 mesece. Si razdelimo ta strošek, recimo 30 evrov na 4 mesece in ugotovimo, da je pravzaprav ta grm te rastline prav zanimiva popestritev in da zato ne bomo odšteli več, kot pa za mogoče nekaj kavic ali slaščic, za škatlico cigaret in podobno. Torej, odločitve so takšne, dolgoročno mogoče rastline, ki potrebujejo, ki so finančno bolj zahtevne, za katere moramo odšteti več denarja, ali pa tiste, ki dajo maso in smo zavestni, da jih bomo v 4 mesecih zamenjali in ta strošek ukalkuliramo v neko svojo finančno strukturo porabe za zelenje in cvetje v teh mesecih. Tudi jaz sem za naložbo v rože, ne pa v cigarete ali kavice, se strinjam. Kaj pa zalivanje? Voda. Je pomembno, kakšna mora biti voda za rožo. Nekateri pravijo celo, da je potrebno en teden prej natočiti vodo v steklenico, počakati in potem zalivati. Je to res? Predvsem je pomembno to, da si ne rečemo, zaliti moramo ponedeljek in petek. Ne, ni tako. Kajti temperatura v okolju, sončni dnevi in toplota, torej temperatura, je tisto, na kar se rastline odzivajo. Kadar je sonca več, je tudi temperatura višja in slapevanje mnogo večje. In ko je sonce, rastline tudi svoje funkcije opravljajo bolj intenzivno. Takrat je poraba vode tudi večja. Kadar je temperatura nižja in kadar ni sonce, poraba vode je nižja. Po zimi je poraba vode minimalna, razen seveda, če je rastlina blizu vira toplote. Tako da predvsem je pomembno, da s prstnim otipom poskušamo pri rastlini ugotoviti, kaj potrebuje. Če bomo potisnili prst v zemljo in ugotovili, da je vlažno, takrat seveda ne zalivamo. Če ugotovimo, da je suho, potem pa rastlino zalijemo. In to je najboljši pokazatelj. Pomembna pa je zračna vlaga, naprimer. V poletnem času, v pozno pomladanskem ali pa v zgodnje jesenskem ne toliko. Ko pa začnemo ko začnemo stanovanje ogrevati, potem pa je zrak nekoliko bolj suh. In
Tu imajo pomembnejšo vlogo mesnatolistne rastline, ki ne potrebujejo zračne vlage, tiste z nežnimi listi pa je potrebno tudi kdaj pa kdaj popršiti, torej naj bo nekje zadaj skrita pršilka z vlago in malo poškropimo, da rastline dobijo to zračno vlago, ki bi jo sicer v naravnem okolju, tam, kjer je njihova domovina, tudi dobile. V deževnem gozdu uspevajo tropske rastline, ki so navadno naše ujetnice v lončkih, v stanovanjih in to nam pove, da tam, kjer so doma, vlago iz zraka potrebujejo. Kaj pa gnojila? Sodobna gnojila sedaj, ko so. Kaj menite o tem? Ja, takole je. Pri vseh rastlinah je tako. Pri vseh živih bitjih je tako. Tisti stari pregovor. Prazna vreča ne stoji pokonci. In če rastlina ne bo imela hrane, tudi ne bo funkcionirala in se razvijala, priraščala. In rastline moramo gnojiti. Torej, morajo dobiti tiste osnovne makroelemente, kot so dušik, fosfor, kalij in pa seveda pomembne mikroelemente, kot so magnezij in železo, kajti železo je sestavni del klorofilnega zrna in rastlina je zdrava in lepa takrat, ko je polno in lepo zelena in vsi ti mikro in makroelementi morajo biti prisotni. Rastlina jih mora dobiti svojo porcijo hrane, tako da bo lahko dobro delala, da bo krepka in kadar je rastlina krepka, je tudi manj občutljiva za bolezni in škodljivce. Tudi mi, takrat, ko smo v polni kondiciji, skoraj da ne moremo zboleti. Če pa smo nekoliko bolj šibki, smo na dieti in podobno, takrat se nas kaj hitro loti prehlad ali kakšna bolezen in rastlina v dobri kondiciji se bo tudi dobro obnašala. Se pravi, vse, kar je na trgu, je dobro. Vsa gnojila, ni posebnega pravila pri izbiranju. Kupiš vrečko. Gnojila imajo pač tržna imena in tržno ime naj ne zmoti, pomembna je sestava v gnojilu. Odstotek dušika, fosforja in kalija in mikroelementov je tisto, kar je pokazatelj, da to gnojilo res vsebuje vse te elemente in rastline potrebujejo nič več kot te mikro in makroelemente. Kaj pa sedaj te inovacije, ko so gnojila iz iztrebkov netopirjev in tako dalje? Ja, poglejte, že v preteklosti so se uporabljale, ko še ni bilo kompleksno obdelanih mineralnih gnojil, so se pač uporabljala organska gnojila. Tako je. In tudi to ni prav nič narobe. Res je, da ne vsebujejo tako velike koncentracije elementov, je pa nekaj. Organska gnojila so pomembna zato, da izboljšajo strukturo in teksturo tal. Torej, da so tla rahlejša, da so bolj zračna, propustna, lahko, torej, kadar v zemljo mešamo, naprimer na vrtu, hlevski gnoj. Hlevski gnoj z vsemi svojimi sestavinami in potem to nastiljo, ki je noter, slamo z listi, ki pridejo potem v tla, urahlja tla in so tla bolj rahla. Nima tako velike vsebnosti elementov, naredi pa pomemben korak pri teksturi in strukturi tal. Torej, tudi to je pomembno. Seveda, za osnovno delovanje rastlin je tudi ta vsebnost povsem dovolj. Kadar pa želimo več, želimo boljše priraste, boljše cvetenje, pri sadnem drevju ali jagodičevju, boljši rodni nastavek, potem pa bo potrebno nekoliko več dodati. Torej, navadno rastline pokažejo tudi same po sebi, predvsem sadno drevje, kadar rastline se čistijo, naprimer, plodovi odpadajo. To je dober pokazatelj, da rastlina nima dovolj hrane in da sama očisti svoj zarod, da bo lahko preživela in da bo lahko začela funkcionirati v naslednjem letu povsem normalno. Torej, čiščenje plodov pri češnjah, jablanah, hruškah, ko vidimo odpadle, zelo drobne plodove, je povsem naraven pojav, ker rastlina ne more prenesti takšnega nastavka. Kadar pa rastlina odvrže vse, je pa to pokazatelj ali ohrani par plodov, da jim moramo dodajati, da mora dobiti spodbudo s hranili. Ali si lahko sami doma naredimo svoje gnojilo za sobne rože, ki jih imamo? Jaz mislim, da je boljši korak, da gnojilo kupimo, da si ne delamo težav z raznimi mešanicami in kombinacijami kopriv in zelišč.
nekaj žličic ali tekočega gnojila ali gnojila v prahu bo povsem zadostovalo. Tisto eksperimentiranje z raznimi zelišči pa lahko uporabljamo za vrtičkarstvo in pri pridelavi zelenjave. Notranjosti pa, ko seveda gnojimo sobne cvetlice, pa uporabimo kar pripravljena gnojila. Kaj pa menite o rožah v hrani? Ja, rože v hrani so... To je sedaj moderno. Ja, moram... Morda nekatere gospe, ki gledajo to oddajo, niti ne vedo, da obstaja taka opcija, da v hrano dajo kar rože, ki jih natrgajo. Ja, jemo z očmi. Tako. Torej je ta barvitost in pestrost cvetov zelo pomemben dodatek v hrani. K hrani, za dekoracijo in tudi za použitje. No, lani v maju je bil gost v Sloveniji Rudolf van Veen in pri njem sem predstavil skupaj kar nekaj jedilnih cvetlic. Mislim, da je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, če se ne motim. Tako je, jaz pa sem z njim skupaj pripravljal dogodek na nizozemskem veleposlaništvu. On je bil pa tudi lani. Tako da to je bil kar zanimiv dogodek. Jedilne cvetlice so imele tudi pomemben del na kongresu v Bruslju, kjer imamo cvetličarske asociacije, vsakoletni kongres. No, jedilne cvetlice. Jedilnih cvetlic je kar veliko, če že pomladi pogledamo po travniku. Odkdaj se je začela ta modna muha, če vas smem prekiniti? Cvetlice se uporabljajo v jedeh že desetletja, ampak bolj izrazno in odrazno pa je to mogoče v zadnjih letih. Naprimer, kot otroci se spomnim, da smo trgali cvetove vijolic, trobencic in jih požvečili in pojedli. Na travniku si potrgal nekaj kislice, iz mrtvih kopriv smo posesali nektar, sladek nektar in podobno. Torej, ta uporaba cvetlic, jedilnih cvetlic je že kar seže že daleč nazaj. No, v zadnjih desetletjih pa so cvetlice dobile kar pomembno vlogo tudi na krožniku. V prestižnih, dobrih restauracijah in v domačem okolju. Nekatere so aromatične in imajo tudi iz tega vidika svojo vlogo. Drugače pa se začne že kar s pomladjo. Vijolice, trobentice, marjetice, to so vse cvetlice, ki so pomemben del lahko kulinarike. Cvetovi rožmarina, cvetovi boreča, cvetovi drobnjaka, vrtnični listi seveda. Potem tudi cvetovi orhidej so lahko, seveda, kadar so rastline gojene brez zaščite s kemičnimi sredstvi, pa še veliko več bi lahko naštevali. Torej, cvetja je veliko naokoli, seveda pa se je pomembno prej pozanimati, katero cvetje je užitno, tako da ne pride do kakšnih težav. Usodno je lahko uživanje nepravega cvetja, strupenega cvetja. Nekateri cvetovi so tako usodni, da cvet lahko deluje smrtonosno, tako da moramo biti pri tem res zelo pazljivi in biti povsem osveščeni o tem, kaj uporabiti in kako uporabiti. In seveda še nekaj je pomembno, še enkrat opozarjam, cvetje, ki ga jemo, mora biti čisto, nekontaminirano s kemičnimi sredstvi. Kadar okrasne rastline ščitimo pred škodljivci in boleznimi s kemičnimi sredstvi, potem te niso za na krožnik. Tisto, kar posejemo doma, na vrtu, ali vemo, da v parku ni bilo škropljeno, brez težave pojemo. Lahko se sprehodimo po vrtu, odtrgamo par venčnih listov vrtnic, jih požvečimo, pojemo, iz njih pripravimo dišavni kis, iz njih pripravimo sladoled, jih kandiramo s sladkorjem, naprimer, prav tako lahko naredimo z vijolicami. Cvetove ognjiča ali kapucink lahko potrosimo po solati, naprimer. Naredimo lahko kremno juho iz cini, pa iz krizantem, naprimer. In še. Doma delate dejansko? Tudi tako. In še bi lahko naštevali. Imate morda recept? Ja. Kako se naredi to? Ja, v vsakem primeru je tako, da je osnova za kremne juhe, pri meni gre tako, da seveda je maslo, tista osnovna vezava, potem so šalotke in seveda cvetovi, pa seveda zelišča, nekatera zelišča, ki jih dodam
obvezno poper nekoliko, odvisno je pa potem od vrste cvetja, kaj želim poudariti in kaj želim skriti. Zanimivost je, da sem s dobrim prijateljem, ki ima plantažo orhidej, seveda bi rekel v Prekmurju, v lanskem letu iz vršičkov orhidejnih poganjkov pripravil kremno juho in tudi to je bila zelo zanimiva dogodivščina. Ko smo že ravno pri izdelkih, ali poznate marmelado iz vrtnic? Tako je tudi. Poznate? Ja, vsekakor. Vi ste prvi človek, ki mi je odgovoril na to vprašanje, zaradi tega, ker pri nas v Ukrajini in v Rusiji veliko uporabljajo to tudi predvsem za dojenčke, pa tudi za tiste rane, ki nekdo dobi v ustih. V Sloveniji pa mislim, da niti ne vedo, da to obstaja. Kadar imamo vrtnice neškropljene in da so povrhu vsega še aromatične, tako kot iz sadja lahko tudi iz vrtnic izdelamo marmelado. In kaj je lepšega verjetno kot aromatično marmelado postreči pri posebni sladici, z njo obogatiti mogoče kakšen zanimiv kos mesa, naprimer, in podobne stvari, kakšno pecivo okrasiti z njo ali dodati kar na domač sladoled in podobno. Marmelada iz vrtnic gre tudi na sir, dragi gledalci, to je že preverjeno, to sem poskusila tudi jaz. Doma, povejte mi malo o svojem vrtu doma, kako to izgleda? Ja, vrt ni tako strašansko velik, je pa razdeljen na dva dela. En del je modro-bel in temu vrtu pravimo polnočni vrt. Ta vrt se nadaljuje, seveda je del, ki se potem nadaljuje v gozd. Na robu gozda in v tem delu vrta, kot prehod iz tega vrta v gozd, so seveda breze in divje češnje, ki imajo v pomladanskem času, predvsem divje češnje, pomembno belo vlogo. No, seveda v njem je veliko belih rododendronov, belih vrtnic, pa še kaj bi lahko naštevali. In zelo pomembno je nekaj. Zakaj polnočni vrt? Ta vrt je dobro viden iz zimskega vrta, ki se razteza 10 metrov nad tem vrtom in je nanj potem zelo odprt pogled. In kadar je največja masa belega cvetenja v vrtu in je polna luna, takrat, ko se ugasnejo vse luči, ta vrt žari. In prav odseva ta fluorescentni odraz bele barve v soju mesečine in vrt je svetel takrat. Zato tudi polnočni vrt. In to je zanimivost. Vi živite v Velenju? Tako, na robu, v Lukovici pravzaprav. Se pravi, vsi Velenčani gredo k vam in gledajo ta vaš? Ne, ta vrt je skrit in je samo za nas. Koliko pa je obseg tega vašega vrta? In skrbite samo vi za njega? Ja, za okrasni vrt skrbim samo jaz. Vrt ni tako strašno velik, vrt je skupaj kot celoto velik 1000 kvadratnih metrov, ampak je tudi s tem zelo veliko dela. Tako da, drugi del vrta, ki je nekoliko manjši, pa je kombinacija rožnate, vijolične in rumene barve. Tako je. No, in to je drugi del vrta, pa škrlatnolistne rastline so tudi tam doma. Zelenjavni vrt pa je čisto zate. Ta pa je na drugem koncu, tako je. Jaz imam pri tem vrtu to vlogo, da prinesem sadike, zanj pa skrbi moja mama. No, in seveda pomen tega vrta. Zakaj ta zelenjavni vrt v takšnem obsegu, kot je velik? Zato, da lahko že od zgodnje pomladi, od špargljev in naprej uživamo zelenjavo, za katero natančno vemo, kako je bila pridelana. Tako zdrava zelenjava in kadar veš, kako je zelenjava pridelana, kako so zelišča pridelana, tudi mnogo bolj tekne. Se pravi, vi ste tisti, ki podpira zdravo hrano in uživa samo zdravo hrano? Ja, poskušam se držati te poti. Pa vam gre? Ja, naj rečem, da sem kar blizu. Kaj pa šport? Tudi šport. Šport je pa pomemben del mojega življenja. Zelo, zelo. Razen rožic in vsega tega, s čim se ukvarjate še? Vaše hobije morda? Skrite hobije, morda pojete, plešete. Pa tudi šport. Šport je pomemben del. Predvsem planine so tiste, ki jih ljubim. Navadno se v poletnem času
Zjutraj ob 4 zapeljem proti Logarski dolini in ob 5 se že vzpenjam proti Okrešlju in Kamniškemu sedlu in ta jutra s prijetnim vonjem, z živalmi, ki so takrat še kar v gibanju, so nekaj najlepšega. To je en del. Seveda so potem tudi intenzivne vadbe, treningi crossbodya in podobne stvari. Tisto, kar me krepi, da lahko potem zmorem vse drugo, kar me čaka. Torej, to je ta športni del, no moj drugi hobi pa je kulinarika, kuhinja. Kulinarika. Tako je. Ustvarjanje v kuhinji, takrat, ko imam čas, in to poznajo tudi vsi moji prijatelji, ki so potem gostje na kulinaričnih doživetjih na naši terasi ali v notranjosti doma. In kaj najraje kuhate? Ja, ni tako, da bi rekel, da nekaj res najraje kuham, ampak je vrt in narava tisto izhodišče, ki mi pove, kaj bo na krožniku. Ko se sprehodim v naš domači vrt in ko pogledam po sadovnjaku in ko pogledam, kaj je zanimivega, potem seveda naberem vse te rastline, ta izhodišča, ki so tam torej zrela in pripravljena, jih porežem in potem je to osnova za nadgradnjo. Seveda se dela v pomladnem času, naprimer, ko smo začeli šparglji, so šparglji tisto pomembno izhodišče, ne. Potem rabarbara v različnih sladicah in dopolnitvah pri sladkem delu. Pa zelišče in dišavnice, pa cvetlice seveda, no. Cvetlice so pa pomemben segment, kako recimo napraviti zanimivo in lepo solato. Sedaj, ko je ogromno solate na vrtu, nekaj listov solate, nekaj listov regrata, pa mogoče kakšne barvitega zelišča, vejic, listov drobnjaka, nekaj cvetov drobnjaka, nekaj cvetov vijolic, nekaj venčnih listov vrtnic, pa je že kar pripravljena tista osnova in baza, lahko tudi nekaj listov kislice, potem pa seveda kakšen sir, pa še kaj dodati zraven in seveda dobre začimbe, še dodatne dobre začimbe, kis in olje in kar še gre zraven in pomladna solata, ki je barvita in okusna, je hitro pripravljena. Kaj pa pijačo? Lahko tudi naredimo kakšno pijačo iz rož, na primer, iz cvetja. Ja. Ste kdaj poskusili to? Predvsem so dišavnice tiste, ki lahko naredijo zanimivo pijačo. Ni vedno tako, da je potrebno zelišča in dišavnice kuhati. Vejice mete lahko enostavno postavimo, potisnemo v hladno vodo, pustimo uro ali dve in imamo tako odišavljeno vodo, na primer. Za popestritev lahko cvetove boreča posujemo po limonadi, na primer, in bo ta nebesna modrina cvetov, ki bodo plavali po površini, lahko tudi zanimiv dodatek in bo tako limonada lahko še bolj zanimiva, ne samo kot osnova tekočine, ampak kot barvitost. Pa v ledene kocke lahko skrijemo cvetove, zamrznemo in je to lahko zanimiv dodatek v pijačah. Tudi lepo izgleda. Tako. Res je. Se pravi, vi veliko veste, veliko ste zasedeni, odsotni. Kdaj pa je čas za družino? Takrat, ko sem doma. Malo ste doma. Ja, saj sem tudi doma kar nekaj. Vedno poskušam narediti tako, da so službene poti narejene v tej smeri, da je tisto, kar je nujno, je opravljeno, potem pa hitro domov. Torej, vse, kar bi bilo pa rezervirano za kulturne znamenitosti in tako dalje, niti nima smisla, niti ni čar opazovati kulturne znamenitosti, kadar si sam. To delamo skupaj z družino. In moja pot, recimo v tujino, službene poti, druge poti so namenjene poslovnemu delu, potem pa hitro domov. Torej, tako sem pred leti v 4 dneh opravil s Kitajsko, pa včasih, ko še kakšnih 15 let nazaj so moja potovanja na Nizozemsko, v Amsterdam, bila opravljena v enem dnevu, zjutraj od doma in pozno zvečer že doma. Kar veliko vzponov in spustov z letalom je dnevno potem potrebno. Tako da, ja, in potem poskušaš
te službene obveznosti zminimalizirati, res maksimalno opraviti tisto, kar je potrebno, vse ostalo pa je rezervirano za družino. Se pravi, vi ste družinski človek. Ja, vsekakor. Levi smo družinski ljudje, pravijo. Aha, ja. Ste. Če bi imel možnost spremeniti kaj v svojem življenju, kaj bi bilo to? Mislim, da ničesar posebnega ne bi spreminjal. Kadar v glavi nimaš misli in potreb po tem, da bi moral imeti ekstremno bogastvo, potem si lahko kaj hitro zadovoljen. Zadovoljen si, če je v družini zdravje, če je razumevanje, če je topel dom in to je dovolj. In kakor si med prijatelji in razumnimi poslovnimi partnerji rečemo, da si bogat takrat, kadar lahko v trgovini s hrano kupiš stvari, ne da bi pogledal na ceno, je to povsem dovolj. Ne potrebuješ veliko več. Torej, vi ne potrebujete ničesar več. Kakšni so pa vaši cilji v prihodnosti? Ja, ciljev v prihodnosti je še kar nekaj. Zagotovo bi si želel še marsikaj narediti na področju kulture cvetja, razvoja v hortikulturi, ne samo na slovenskem, ampak še na širšem evropskem področju in bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Torej, želja in ambicija je, če pa bodo poti stekle tako, kot morajo, potem se bom tudi maksimalno angažiral, da bom lahko naredil največ za razvoj tega področja. Velenje je razglašeno kot eno izmed najbolj urejenih mest v Sloveniji. Je to zaradi vas? Ja, moram reči, da v zadnjih 4 letih, 5 letih nimam več skrbi za Velenje. Prej pa sem res 15 let intenzivno delal na ureditvi Velenja. Velenje je v tem obdobju dobilo tudi zlato priznanje z tekmovanja Automne Floral v evropskem merilu. Bilo je vedno prvo v Sloveniji in moram reči, da sem uspel zaradi modernega izgleda Velenja in smiselne ureditve, je postalo tudi kot obvezni del vaj študentov za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani. No, v zadnjih letih se je to nekoliko spremenilo, ampak še vseeno so ohranjene določene stvari. Pomembno pa je to, da prepoznaš, kot sem že prej omenjal, pomembno je, da prepoznaš osnovno arhitekturo in znaš rastline nadgrajevati. Torej, to ni kar tako. Sam sem urbano hortikulturo poleg osnovnega študija študiral 15 let in še sedaj, v tem trenutku se ukvarjam s tem. Kajti na tem področju je ves čas potrebno spremljanje. Ves čas je potrebno spremljati novitete, razvoj in seveda nove pristope na tem področju. Tako da potem so rastline pika na i osnovni arhitekturi in da so nadgradnja, hkrati pa tudi dopolnitev. Velenje je moderno mesto in v Velenju kot modernem mestu ne bi smeli pričakovati raznolikosti barv, mešanice, mišmaša barvnega. V mestih, ki so moderna, imajo pravilne oblike, morajo biti ravne linije, čiste linije, velike površine, ene barve, torej razmišljanje in pravi izbor o tem, kaj in kako izbrati, je zelo pomembno. Žal pika na i je prišla tudi tukaj v naši oddaji. Pred koncem bi vas rada vprašala, ste pripravljeni za kakšno nagradno igro za naše gledalke in gledalci, ki gledajo vsi oddajo na TV Arena? Ja, vsekakor. V naši hiši bomo podarili, PUP Velenje bo podaril poročni šopek, ki ga bomo izdelal osebno jaz. Super. No, nagradno vprašanje je pa, katere cvetlice so najpogosteje uporabljene za poročne šopke? Super, se mi zdi super vprašanje. Drage gledalke in dragi gledalci, spremljate nas lahko na Facebookovi strani od oddaje O, tudi na strani od TV Arena. Simon, hvala, ker ste bili nocoj z mano. Veliko podatkov
Veliko smo slišali, smo se naučili. Šopek je tudi lep. Upam, da je moj. Vsekakor. Tudi jaz se zahvaljujem za povabilo in vam želim res še veliko, veliko uspešnih oddaj. Hvala. Dragi gledalci, moški predvsem, takoj v Svetličarno in kupite približno nekaj takega za svoje drage ženske. Hvala lepa in lahko noč.